Na osi Koper-Ljubljana-Celje je nastala jebena stranka, ki tako geografsko kot svetovno-nazorsko sodi nekam na sredino. Politični analitiki so prepričani, da lahko Dream Team Popovič-Janković-Šrot na naslednjih parlamentarnih volitvah resno meša štrene v boju za oblast. Zato ni nič čudnega, da je ustanovni kongres obiskal tudi predsednik največje vladne stranke Miro Cerar. Evo, nisem rekel, da jih bo veliko, ena pa je. Ja, vidim. Je pa huda, ja. Tala v ta črna. Miro, moj unčer na audiju spredaj, zdravo. Kako ste? Ja, slučajno smo tle. Jebena stranka bo odločno zagovarjala pravice malega človeka, ob tem pa, kot je v uvodnem nagovoru povedal predsednik Šrot, ne bodo pozabili na krivice in privilegije velikega človeka. Član je lahko vsak, ki je priden in bogat, in bi ga zato državni organi radi onemogočili. Na vse zadnje smo tukaj izbrani najvišji, najboljši. Moram reči, da se stranke zelo veselim. Veselim se pa tudi številnih političnih konkurentov, ki dajo tisto pravo energijo v kongresu. Šrot se je v svojem govoru dotaknil tudi večno aktualne dileme. Zakaj so uspešni župani največji trn v peti te države? Če k Popoviču, Jankoviću in Šrotu dodamo še četrtega Kanglerja, ki je bil na kongresu častni gost, dobimo popoln seznam najbolj jebenih strank v samostojni Sloveniji. Skupaj so namreč zbrali kar 459 ovadb. Lejte, nihče od obtoženih ne bo obsojen na tem našem kongresu. Je pa veliko tisti, ki so pokriveno obtoženi, ampak do zdaj niso bili zastopani. In tam bomo mi dobili veliko članov, po moji oceni, jaz sem prepričan to. V programu jebene stranke je na prvem mestu boj proti korupciji in klientelizmu. Stranka stavi na prepoznavnost in dosedanje dobro delo vseh treh šerifov. Jebena stranka zaseduje svoj program. In to do konca pomeni, da vse laufa tako, da bolj. Da morajo iti vsi posli čez nas ne. In jaz nadim, da je to edini pravi način, da se izogne korupciji. Ker če gre vse čez isto firmo, potem ni nobeni šans, da dokrade. V stranko so prišli ljudje, ki doslej še niso bili pri koritu. Med njimi prevladujejo gospodarstveniki Štajerske in Primorske, no, nekaj pa je tudi takih, ki so po letih tavanja po slovenskem političnem prostoru končno našli ugodno zatočišče.